ali kaj narobe z mano, ne, si na glas rečem, da je nekaj se zafrkati. Recimo v COVID-u sem si rekel, kaj zdaj jokcaš samo v sebi, sem kar na glas, ne bo razvajenec. Gremo. Pozdravljeni naši gledalci, gledalke, spet smo tukaj, Future Minds 2050, evo me Eva, Simon, danes imamo pogovor z enim in edinim Janom Plestenjakom. Čau. Čau. Tako da hvala, da ste z nami, hvala. Da ste nas povabili sem v to prekrasen Strunjan, tako hvala za pijačko, ampak samo tisti, ki lahko. Tako da, bomo kar začeli, se strinjamo? Seveda. Okay. Ja, gospod Plestenjak, še enkrat z moje strani hvala za povabilo. Osebno lahko rečem, da sem zelo dolgo čakal na tale pogovor. Tako da mogoče bomo kar začeli s prvim vprašanjem. Zdaj veliko ljudi zanima, kakšno je to zvezdniško življenje. Kaj so prednosti, kaj so slabosti? Ali pa, če smo kar konkretno, kaj je tista največja prednost in največja slabost tega? Mislim, najprej je zvezdniško življenje posledica. Največja napaka je, kadar ljudje rečejo, jaz bi bil rad slaven. Vsi smo mulčki, to bi si želeli, predvsem fantje, ki ne s punce ne fermajo kaj dosti in rečeš, enkrat bom pa slaven. Ampak to samo po sebi nič ne pomeni. In žalostno je, ker vidiš ljudi, ki so nad 20 let stari in bi pač edini cilj biti slaven. Kaj je pa vsebina? In v današnjem času se predvsem ne ukvarjamo z vsebino, ampak samo s formo. Vsi bi samo prevzeli neko formo in pozabijo se med tem vprašati, kdo so oni, kaj je njihova kvaliteta, kaj res znajo, a delajo na tem. Skratka, zvezdništvo mora biti tako kot denar. To je posledica nekega ustvarjanja, kakršnega koli. Ni treba to umetniško. In zato tudi to zvezdništvo se mi zdi pravo zvezdništvo in prava samozavest pride zelo počasi in se leta in leta spotikaš in dobiš klofute in na tisoče nejev in kakšen jaz se vmes zgodi. In potem neko zvezdništvo recimo pride. In kaj je zvezdništvo pravzaprav? Zvezdništvo se ne sme povezovati s tem, da si zelo bogat, ker jaz poznam zelo veliko zelo bogatih ljudi, pa niso zvezde. Tako da to nima nobene veze. Zvezdništvo je nek moment, da prideš v nek prostor in ta prostor zašelesti. Nekaj se zgodi. Vsi utihnejo ali vsi nekaj rečejo ali nek tak bas se zgodi v zraku, en tak moment neopisljiv. In to se mi zdi, da ne moreš se kar s tem roditi, to nekako si prigaraš. Moraš pa tudi imeti v sebi to, moraš imeti v sebi ta pogum, da te ni strah biti skozi odprt in srce imeti na rok. Čeprav veš, da boš dobil batine za to in boš ranjen. Vse te rane se mi zdi, da dajo bogatijo te pol z leti. Tako da ima minuse, ima pluse, jaz nikoli ne jamram, ker kolikor je minusov, je tudi plusov. In se mi zdi brez veze reči, joj, ne morem se tako, pa tu si me slikajo, joj, ne morem v trgovino, me slikajo. Ja, normalno, imam pa druge stvari, ne vem. Mi ni treba rezervirati restauracije, pa dobim mizo. Tako da to je v tem, mislim, plusi in minusi so. Pa potem mogoče naslednje vprašanje, ki je tudi malce nenavadno, sem prepričan, da niso veliko spraševali potem, recimo zdaj smo najstniki, v tem obdobju je veliko različnih zanimivih stvari, so tudi punce in tako naprej. Vi ste zelo priljubljen pri ženskah, to vsi vemo. In zdaj jaz mislim, da bodo gledalci zelo radi slišali kakšen nasvet. Kako je pravilno pristopiti do ženske, da jo očarate? Isto kot do publike, isto kot se delajo, vse, kar ustvarjaš v življenju. Se pravi, če ti veš, kdo si, kaj je tvoja kvaliteta, če si ponosen na to, boš suveren. In ženska začuti, kaj ženska išče pri moškemu? Neko notranjo moč, neko sigurnost, neko stabilnost, tudi neko norost. In
se mi zdi, da če bo en mlad fant se sikiral, da nima takega six-packa kot njegov kolega, ne, ali pa nima, ne vem, se začne avti voziti, ima slabše avto in ga bo to zakompleksali čisto narobe. Jaz poznam, imam celo prijatelje, ki so proti vsem pravilom, mogoče majhni, debeli, plešasti, vse in imajo najlepše ženske, niti bogati niso. To je nek notranja moč, ki se mi zdi, da lahko osvoji žensko, ne. Tako da ni na sveta, individualno je to, ni formata, sigurno ne. In vi imate to notranjo moč, očitno? Jaz mislim, da jo imam, zato ker očitno ne bi bil skoraj 30 let na sceni, ne, če jo ne bi imel. In zelo pomembno se mi zdi za uspeh, karkoli delaš v življenju, je, da na eni strani je disciplina, odgovornost, ki je zelo pomembna, in na drugi strani je ena taka pozitivna budala, jaz temu rečem. Se pravi norost, ne. Ker kaj samo discipliniran in odgovoren je lahko hitro siv, brezbaren, brez ostrine. Tak je pa samo nor, ima pa lahko super ideje, kar špricajo iz njega ideje, ampak jih ne bo speljal, ker nima discipline in odgovornosti. Tako da zmeraj je treba na eni nogi, ta balans iskati, na eni nogi je uno, na eni drugo. In jaz imam srečo, da se mi zdi, da to znam, ne. Ja. Mislim, to je zanimivo, ne. To nisem še čisto slišala na tak način tako povedano. Ja. Ker, recimo, da discipline se učimo, recimo, da v šoli. Absolutno, šola je bistvena za to. Ja. Če so taki, ja. Kje bi pa to norost, kje bi to, mogoče ne norost, kreativnost, to, da se ne zaviraš samega sebe v strahu. Vsi smo polni strahov, ne. Tudi jaz sem poln strahu. Tudi mene je strah, da ne bomo v hita, da ne bomo v polne dvorane, da mi bo glas odpovedal, da ne bomo mogel koncertov delati. 100 je strahov, na tisoče. In zdaj, a je boljš srce skrit za 100 vrat strahu, a ga je boljš na roki nositi, ne? Jaz mislim, da ga moč na roki. Ogromno ljudi ga pa skrije zato, da ne bili ranjeni. In v današnjem času, ker so ta socialna omrežja toliko močna, da dobesedno v žilo špricajo mladim ljudem, kako morajo izgledati, kako morajo se obnašati, kaj govoriti, da bo izpadlo ok, ne? In s tem jemljajo vso ostrino. To je tako, se pravi, vsak človek je po mojem, ki se rodi, kad je izjemno oster nož, ne, in ga okolica in življenje in te forme vedno znova brusijo in pol pri 30-ih lahko rata popolnoma top nož, ki ne more niti kosa kruha odrezati, ne. Pa mislite, da nam to šola naredi, torej, da vso tisto ustvarjalnost kar nekako zbrusi? Šola po mojem niti ne. Šola je meni super za disciplino in odgovornost. Moje mnenje je, da se v šoli kaj bistveno drugega ne naučiš. Ker vse ostalo, ko se naučiš, če nisi res pač mentalno, da nimaš hudih problemov zdravstvenih, se mi zdi, da vsak človek lahko vsako šolo naredi. Ker je samo stvar discipline in odgovornosti. In to se pričakuje od šole. Šola te mora pripraviti, da boš pripravljen stopiti. Zdaj pa si pripravljen stopiti v svet, ki je nor, ki je nespoštljiv, ki ni toleranten, ki je poln krivic. Jaz včasih rečem, da je celo boljše, da se mladim ljudem že prej krivice dogajajo, kot da se prva zgodi pri 22 in se mu zmeša za to, ne. Zdaj govorim krivice normalne, ne, zdaj te ekstremne krivice, ne. Mala krivica, dobil si 3 ocene slabš, kot bi si zaslužil, on te tam zafrkava, en profesor, ki veš, da mu greš na živce in te bo zafrkaval 4 leta. To so te male krivice, ni zdaj to konc sveta, ne. To je life. To je življenje in se mi zdi, da mlad človek mora biti na to pripravljen, ker drugače je pa problema, ne. Mislim, da je večji problem današnjih generacij, da so ta socialna omrežja toliko forsirajo forme, kako moraš izgledati, kaj moraš delati, da vsak, ki je malo drugačen, nekako lahko izgubi pogum biti sam svoj. To pa je problem. Jaz to vidim tudi v muziki, recimo, koliko je mladih glasbenikov, ki ogromen vejo, ogromen znajo. Jaz pomislim, da sem jaz začel, je bilo vse narobe, jaz nisem imel pojma.
Sem delal take neumnosti, ampak vedno sem imel v sebi neko kri. Ko se pogledam, mi je grozen, kaj slišim, ampak si rečem, ampak sem pa nekaj verjel, nekaj grem. Ne. In nikoli samo kritike potem zgubiti na poti kariere, nikoli samo kritike, še danes, ker stožce nema, jaz imam rekord stožic vseh časov in bi moral biti zdaj poln sebe, ker sem to naredil. In jaz sem bil slabe volje, ker sem 3 take napake naredil na koncertu, ki jih mogoče ljudje niso opazili, meni so šli pa ful na živce. Ne. In sem jih v naslednji turneji popravil. Pa mogoče, da ste že omenjali družabno mrežo, koliko časa vi preživite? Recimo na Instagramu ali pa... Jaz pač žal to igro moram igrati. Meni to ni ljuba igra. Ne bom rekel, da nisem iskren v tem, kar delam gor, ker se mi zdi, da sem, ker imam tudi to meni te ljudje iz marketingov rečejo, jaz se ne spoznam toliko, so rekli, da je ta en sektor, ki se mu reče, ne vem, koliko je relevantno, ali ne vem, ali relevance, ali ne vem, da sem vedno med prvimi 3 v Sloveniji, čeprav ima ogromno ljudi, veliko več sledilcev. Ne. Se pravi, verjetno relevantnost ne dobiš, če bi bil lažnivec. Ne. Ja, preveč časa to vzame, ne. Preveč. Se jaz nasplošno ne maram niti fotografiranja, niti snemanja, niti... Meni je to zmeraj najhujša muka. Ampak tako, življenje nekako gre v to smer, ne? V tehnologijo, v socialno mrežje. Ja. Ampak mislim, ste rekli, da ni neke raznolikosti. Čisto vsi se trudijo biti drugačni. Pa vsi so isti, pa ni zanimivo. Točno to je. A ni to noro? To si to zelo dobro povedala, ja. In tako, kot se govori o svobodi govora in o tej silni svobodi, smo prišli že skoraj do srednjega veka, da se nič ne sme reči. Ne. In isto je z uniformiranostjo. Ne. Pa nekdo, ki je recimo drugačen, je pa potem čuden, ne po drugi strani. Ja, je pa čuden in ga napade neka horda za vsako stvar, ki jo reče, ali pa za vsako stvar, ki jo naredi. In neverjetni časi. Ne zavidam vam tega. Tukaj imate res neko prekletstvo, ki ni fajn. Kolikor vam je mogoče fajn, da ste zelo komotni, da imate vse takoj na telefonu, ker mi nismo imeli, da ni problem do informacij priti, da ni problem na platformo priti. Ne. Vse to so vaši plusi. Ne. Po drugi strani pa ta velik minus, da pa vas hoče uniformirati za vsako ceno. Ne. Dobro, ampak... Ne. Povej. Zvoli bom gospodičnino prednost. Hvala. Dobro, ampak tistale norost, še odprej, da se malo povlečem nazaj. S takimi projekti to, da prijemo do vas, da nam vi to tudi, da zdaj ste povedali to, ne? Pred tolikimi mladimi. Tudi to je zdaj že en korak naprej. Ne? To je lepo videti, da ste si upali in smo komunicirali in smo se dobili, se to zahteva nek poguma, ne? In ker vem, da ste zelo bistra oba, to ni stvar, lahko bi bila to stvar neinteligentne prepotentnosti, pa vama je pa to stvar poguma in inteligence. Ne? Tako da to je super. Ne? Ja, hvala najprej. Pa eno vprašanje, zdaj, ko ste že Stožico omenjali. Ja. Jaz osebno komaj čakam ponovitev. Čeprav takrat nisem otegnil. Jaz tudi. Znate napovedati, da bi se lahko to zgodilo? Mi smo hoteli konec oktobra, to je nemogoče. Zdaj bomo začeli vsem s koncerti, ker od mene vsem živi 16 ljudi v moji glasbeni ekipi in se mi ne zdi prav, da bi jaz zdaj čakal do drugega leta. Imamo rezerviran 13. februar, lep datum in jaz upam, da do takrat se bo to že dal. Torej za Stožice 13. februar. Ja. Hvala za vnaprej obvestilo. Jaz bi šla pa zelo na ekipno delo. To je ful tako zanimivo področje. Vi ste sicer tako v očeh publike, ne, ste samo vi, torej Jan Plestenjak, vse, kar gre narobe, mogoče se na vas okrivi, vse, kar vi super naredite, je tudi se vas pohvali, ne? Ja. Kaj pa je ekipa v ozadju, a ste tak timski človek? Ne. Jaz sem kar zelo totalitarist.
Čeprav mislim, da tako, jaz tretiram s takim spoštovanjem svojo ekipo, da ima kdo. In to tudi vsi priznajo. Tudi poštenost z moje strani. Z druge strani je pa res zahtevnost. In včasih kdo tudi ne zdrži tega, da zahtevam, da je vse super, top. In jih pa skušam potolažiti. Morate vedeti, da če od vas zahtevam eno enoto od sebe dve, sigurno. Ne? In tudi vejo, da je to tako res. Ogromno sodelujem z ljudmi, ogromno jih skušam vplesti v svoje ustvarjanje. Žal je pa tako, da nekako imam pa skozi malo roko gor nad vsako stvarjo, ki se zgodi. Ker imam slabe izkušnje, kadar sem roko dal dol, je šlo to v neko smer, ki meni ni bila všeč. Ne? In je to zame kar velik breme. Sploh je mogoče, če se pogovarjamo, največja obremenitev v mojem življenju je pravzaprav to, jaz ne delam to, kar marsikdo drug dela v življenju. Veliko ljudi dela več kot jaz. Ampak ta konstantni pritisk, da si ti ocenjevan s tvojim imenom in priimkom in s tvojo podobo, si stalno na prvem udaru. Ne morem se jaz skriti, recimo, če bi te kozarce imel doma proizvodno in ima neka brand, bi si rekel, jo, ta brand kozarcev pa ni v redu. Ne? Pri meni je Jan Plestenjak ni v redu, jaz nisem v redu. In tako, kot si prej rekla, kdorkoli, če se lučke zafrknejo na koncertu, ja, Jan je imel bolj slabe lučke, ne? Jaz moram. Če so bili varnostniki na vhodu nesramni v dvorano, ja, več pri Janu so pa nesramni varnostniki. Ne? Tako da ta pritisk je, to je tista najtežja stvar, edina res težka. Torej bi to bila tista slabost. To je verjetno ta slabost, ne, da si in da se direktno boriš. V bistvu jaz se moram v Sloveniji boriti z svetovnimi zvezdami, ki pridejo sem. In igramo v istih prostorih, mogoče je njihova karta 10 € dražja, v redu, priznam. Ampak to je tako, kot da bi en zdaj pri nas avto delal in bi bil naenkrat v borbi z Mercedesom ali pa z BMW-om, pa samo 20% cenejši. No, rad bi videl tega junaka. Ne? In tako je, to noben ne pomisli. In ti se moraš, obenem pa jaz želim jaz znam ustvarjati samo v slovenskem jeziku. Čeprav znam angleški, znam nemški, malo italijanski. Ampak to so te mini nianse, te finese v jeziku, ki jih lahko poznaš samo, če si zrastel z jezikom. Ne? In ravno te minimalne finese naredijo eno besedilo, ki je zelo enostavno, da ostane na robu inteligentnega ali pa pade v banalnost. Ne? In potem tudi mladi glasbeniki velikokrat bežijo v angleščino ali pa na Instagramih, Facebookih objavljajo angleške besedila, ker so manj kritični in se jim zdi, da so nekaj bolj pameten povedali. Ne? Medtem, ki bi en Anglež prebral njihovo besedilo, bi rekel, kaj ta piše, kaj je to, so stavki. Ne? In isto je v muziki. Ne? Njim se zdi, da je boljši besedil napisal v angleščini, ker ni kritičen toliko, kot v slovenščini. Ne? To je beg. Temu se reče, torej slovenski artisti. To je beg. Ja. Ker je kao cringe. Ja, no, ali pa če kdo reče, ja, veš, jaz bolj čutim v angleščini. No, rad bi te videl, ne, res. Torej nikoli ne bomo dočakali nobenega komada v katerem koli tujem jeziku? Ne, če bi delal za tuj trg, če bi imel namen, nimam predsodka, ker se mi zdi neumen. Kaj bom jaz zdaj, če bi v Srbiji delal pesem, posiljeval v svojem jeziku, ki ga ne razumejo dobro, to bi bila neumnost, ne? Ampak tukaj pa sigurno ne vidim razloga, ne? Strinjam. Ja. No, moramo vprašati, to je sicer Simona ful zanima, ampak bom jaz vprašala. Te komade, ki jih pišete, besedila so res lepa, tako skrbno napisana, ne znam niti točno opisati. Pa nas samo res zanima, odkje ta navdih oziroma... Vsak dan, mogoče od tega intervjuja bo navdih. Ja, definitivno. Mogoče od mojega sprehoda, mogoče od
enega nesramnega voznika na cesti, ki mi je za njega. Vse je lahko navdih. Čeprav večina jih je v ženskah. Ja, ampak življenje enkrat spoznaš, recimo jaz nisem klasično veren. Zame je spoznanje, da je v vsaki stvari ista resnica, to je zame Bog. Ne? Da je ista resnica dober vin narediti, ista resnica ljubiti nekoga, ista resnica zavonjati na sprehodu pomladanske vonje grmovja, ne? Vse isto. In to je, ko enkrat to razumeš, se lahko o čemerkoli pogovarjaš, tudi o materijah, ki so ti tehnično popolnoma neznane. Enkrat sem enemu mojemu prijatelju rekel, ki je vrhunski nevrolog, pa jaz res nimam pojma o nevrologiji, ne. Sem rekel, a se vi, nevrologi, kdaj povežete z astrologi? Pa on tako nekaj, so pila en viski. Je rekel, ko misliš? Sem rekel, jaz sem prepričan, da je ustroj vesolja identičen ustroju živčevja. In on se zasmeji in pravi, zdaj bi te moji kolegi verjetno poslali v Idrijo na zdravljenje, ne? Jaz ti pa povem, da imaš prav, ne? Ne, ker je univerzalna resnica je. Temu ne moramo ubežati. Mogoče zdaj v času COVID-a, se lahko zase rečem, da sem dobil mogoče malce več časa, da sem na stvari pomislil, na katere prej nisem. Ja. Torej smo bili mogoče malce bolj sfokusirani na kakšne zadeve. Ja. Pa drugače smo začeli tudi gledati na stvari. A je bilo to pri vas mogoče? Absolutno. Ogledalo samo sebi sem postavil in ni najlepše. Ne, pa sej to, sej človek se mora shendlati, sej borba od rojstva do smrti je borba. Je pa res, da smo zaslepljeni, mogoče nimamo časa opaziti stvari, ki so nam stalno na voljo. Nek kozmični absolut imamo skozi na dlani in ga ne prepoznamo in ga ne preberemo, zato ker smo zaslepljeni z vsakodnevnimi distrakcijami. In zato recimo je vedno so veliki ljudje želeli po otroško razmišljati in so se vračali v otroštvo, ker še niso bili zapacani s temi vsemi motilci, ki nam jih življenje prinaša, ki so pa na koncu zelo nepomembni. Ne? Mogoče še zadnje vprašanje, ko mat meni dobro je, takrat v tistem času, ravno v pravem trenutku. Ne, takrat, jaz sem rekel, dajmo pozitivno, zakaj zdaj neki jokcali, bogi smo, sej bo se, dajmo, sej priješ v situacijo, jaz sem v življenju na stokrat in stokrat prišel v situacijo, ko sem bil porušen in enostavno se moraš, gremo, vse bo dobro, včasih si kar na glas rečem, pa se pol samo sebi smejim, kaj narobe z mano, ne, si na glas rečem, da je nekaj se zafrkati. Recimo v COVID-u sem si rekel, kaj zdaj jokcaš samo sebi, sem kar na glas, ne bo razvajenec, gremo, ljudje imajo res probleme, ne. Tako je treba. Ja. Tako je treba v življenju. Pa mogoče šport nekako reš. Ja, jaz šport moram zaradi počutja, zaradi tega, da imam kondicijo na odru, ker 2 ure ni lahko in 5 in energijo dajati. In aerobna kondicija je zelo pomembna zame. Pa tudi ne smem se preveč razvaliti, ne. Ni problema s tem. Tako da, gospod Prosenjač, najlepša hvala za pogovor. Hvala, da ste se odzvali v bilo. Mislim, da bodo tudi mladi začeli malce drugače gledati na kakšne stvari. Samo pogumno in malo norosti je treba imeti in spoštovanje je prva beseda do sebe in do drugih ljudi in do narave in vesolja. Ampak ne pozabiti tudi malo na norost. Torej, končna modrost bi bila nek zadnji citat. Zadnji citat je: ena noga je v norosti, ena v disciplini in odgovornosti in spoštovanje. Kombinacija vsega. Hvala vsem za ogled, se vidimo, se slišimo, uživajte v naših posnetkih še naprej. Lepo se imejte.